Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina v polni meri izpolnjuje svoje poslanstvo in sledi svojemu cilju. Člani spodbujajo someščane k sodelovanju pri prijaznem urejanju bivalnega okolja in ohranjanju kulturno-zgodovinskih značilnosti kraja. Tako so uresničili že številne projekte. Zgodilo se je namreč, da pred 10 leti, 11 leti mogoče, je padla odločitev, da se uniči Gregorčičev park. Ta park bi uničili in napravili krožišče. To je razburilo mnoge prebivalce Tolmina in so se podali nekakšno bitko, da to preprečijo. Med najbolj aktivnimi so bili pokojni Vojko Rutar, Valter Valentinuci, Radovan Lipušček in Andrej Vidmar, ki je bil takrat tudi predsednik krajevne skupnosti. In uspelo jim je. Ti fantje so pa ugotovili, da pravzaprav v Tolminu nimamo tako organizirane civilne družbe, da bi lahko sodelovala pri odločitvah, ki zadevajo vseh nas, Tolmince. In zato je bilo pred 10 leti ustanovljeno društvo DOR, ki si je zadalo nalogo, da stimulira ljudi, ki sicer radi pogodrnjajo, se pa ne potrudijo, da bi te svoje pomisleke jasno izrazili. Seveda podpiramo razvoj Tolmina, treba ga je prilagajati novim razmeram, vendar želimo, da se pri tem ohrani tisto osnovni značaj Tolmina, tisto, kar se je gradilo skozi stoletja in je dajalo značaj našemu mestu. Veliko so postorili tudi za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine. Med drugim so raziskali zgodovino tolminskega gledališča in tolminskega športa po drugi svetovni vojni ter izdali publikaciji in pripravili razstavi. Izdali so knjižico starih tolminskih hišnih imen in anekdot. Poskrbeli za postavitev ure na fontano, že 8 let pripravljajo tolminsko jaslično pot ter že 7 let organizirajo urbani sprehod ter iščejo predloge za ljudem prijaznejšo ureditev okolja. Med večjimi projekti so bile tudi aktivnosti za ureditev in oživitev starega mestnega jedra. Za sredstva, da smo to izpeljali, smo kandidirali pri Ministrstvu za okolje, to so bila neka evropska sredstva, dobili smo jih v veliki meri, moram reči, da na koncu nam je tudi občina nekaj prispevala. Bilo je, upam reči, na visokem nivoju, sodelovali so na delavnicah in okrogli mizi najbolj priznani slovenski urbanisti in arhitekti. To smo nekako zapisali, tam pred banko so tisti panoji, ki pripovedujejo o tem, kako se je Tolmin razvijal in kako si želimo, da bi se razvijal naprej. Obeležitev 10-letnice načrtujejo v septembru, tudi s posebno številko glasila Dorovci poročajo. Še večji projekt pa je priprava knjižice o Tolminu. Mi smo pred par leti izvedli urbani sprehod po kulturno-zgodovinskih znamenitostih Tolmina, zastavili pot po Tolminu in nekako v teh okvirih bomo tudi opisali vse te znamenitosti Tolmina, ki bojo potem na razpolago in domačinom in obiskovalcem Tolmina. Društvu za ohranjanje in razvoj Tolmina občina Tolmin podeljuje zahvalo za 10-letno delo za ohranjanje nesnovne dediščine Tolmina in sodelovanje pri usmeritvah za skladen razvoj mesta. Nam pomeni zelo veliko, ker nam to zahvalo da občina. Ker naš glavni cilj je sodelovati z občino oziroma s tistimi, ki urejajo naše mesto, ki skrbijo za naše mesto. In upamo, da se bo teh 10 let potegnilo še daleč v prihodnost.